Odločil si se za ne bom rekel poklic, ampak poslanstvo si imel, ne? Ti si se odločil, da boš postal duhovnik. Mal me zanima, zakaj? Kakšna je tvoja bila zgodovina, a se ti je zgodila kakšna stvar, ali je bilo to čisto organsko tekom otroštva? Ja, zelo organsko. Okay. Nič posebenega, da bi imel, prav ne vem, kakšne šoke v življenju nisem imel, da bi zarekel, ne vem, ampak dobro, malo je pogojeno z mojo družino, izhajam za moje pojme zelo dobre družine, imam 5 mlajših bratov, krasna starša in na veliki kmetiji. In to me je zelo zaznavalo, zelo pozitivno zaznavalo delo na kmetiji skupaj s svojo družino, starša skozi doma, jaz nisem mogel pravzaprav nikoli nima kaj prikriti. Jaz sem tudi, recimo, ko sem hodil na šol v gimnazijo, sploh včasih tako lepo lumpal pa to in po očeh mi je mami prebrala, ker me je tako dobro poznala. Se ona me je vsak dan videla, ker sem prišel domov iz šole, mi je dala jest in se je z mano pogovorila, kako je bilo v šoli in tako naprej, spraševala in nisi tako, in vedno je bil vse to nekako odprt odnos in res smo zelo veliko se pogovarjali, skozi smo se družili, skozi smo delali in je bilo to nekako en tak res lep način življenja. Tako da vem, kaj pomeni imeti en način življenja, ki prevzameš odgovornost, pa prijetno s koristnim. To je bilo pri nas na kmetah in tako da tukaj sem dobil nek način življenja, ki je zelo podoben duhovništvu. S tem, da pri nas doma smo neko normalno verni, zdravo se mi zdi, ni nek fanatizem ali pa neko, ki lahko, ni v tem smislu, vera nam je bila vedno kot pomoč v življenju, kot nekaj, kar te dela svobodnega, kar te dela veselega, kar da neko začimbo v življenju posameznika, ne kot neko oviro ali pa nekaj, kar te bi mogel matrati ali pa kar te tlač. Tako mi je bila strani staršev predstavljena vera in v tem sem gor rasel. Pa sem imel res tudi dobre duhovnike v moji župniji, sodeloval sem v župniji kot ministrant in so bili taki normalni možakari, ki so, ne vem, sem dobil v njih tudi en lep zgled, tako da sem zgubil strah, da pravzaprav to bi lahko tudi jaz bil. Sama odločitev za duhovniški poklic ni bila čisto enostavna, malo sem tudi odlašal, malo sem tudi kot cincal, če ne vem, No, ampak jaz sem res po Aškerčevi gimnaziji sem se takoj pisal na teološko fakulteto, tudi zaradi tega, ker vse druge fakultete so bile takrat zaprte, za mene osebno, ker sem imel v 4. letniku prvič v življenju popravca in sem mogel najprej popravca narediti, potem sem šel pač na drugi rok mature polet, maturo sem sicer naredil in vse je bilo že zaprto, malo sem se prej bolj spogledoval s FDV-jem, kakšno novinarstvo ali pa filozofija. Edina teološka fakulteta je bila pol v drugem roku, narejene mature odprta še, prosta. Sem šel pa pol tja. In tam sem se strašen fajn imel, se mi zdi zelo dober študij, zelo fajn fakulteta. Večino sošolcev sem imel pravzaprav, ki niso bili, ne vem, prav z nekih cerkvenih krogov, ampak so bili študentje in študentke, ki so recimo tudi iskali odgovore na smisel življenja, odgovor, zakaj trpljenje in tako naprej. In mislim, da tukaj teološka fakulteta daje en zelo širok odgovor, da neko širino za življenje in ni tako zaprta oziroma omejena, ampak tudi profesori in profesorice, ki so na tej fakulteti, so taki zelo razgledani, tudi kar se tiče življenja in izkušeni. Tako sem se zelo dobro tam počutil in med 1. in 2. letnikom teološke fakultete sem se odločil še za duhovniški poklic. Tako da od takrat naprej sem se potem še vpisal v bogoslovno semenišče v Ljubljani in od tam naprej pol študiral teologijo do leta 2013. Pri mojih 25 letih sem postal duhovnik. A si bil med mlajšimi? Ja. Bil sem bolj med mlajšimi, ker večina je danes bogoslovcev tako, da imajo kakšno pot vmes, recimo že kaj drug faks naštudirajo, ali pa že kakšno službo celo. Pa se odločijo v kasnejši fazi življenja. Ja, zanimivo. Odločitev je bila torej čisto nekako spontana. Vem pa, da so za mene tudi zadnji molili. Vem za ljudi, ki so me z molitvijo podpirali, ker za ta poklic se mi zdi, da
po eni strani je neka racionalna odločitev, svobodna, po drugi strani pa te mora tudi zadeva mičkano veseliti in rad moraš imeti ljudi in biti moraš tudi veren, ne nazadnje sej zaradi vere se odločiš, da živiš tak način življenja, ki ga živiš. Ker je tudi malo drugačen način življenja, je tudi kakšna odpoved, ki ni vedno samo razumsko opredeljena, ampak je tudi ima neko jedro v zaupanju in pravzaprav v veri in je taka zadeva, da nek odnos z Bogom moraš nujno imeti. Ni nekaj samo, kar je naučeno, ampak da iz tega pravzaprav živiš. In če si znotraj tega, pol to gre. Ja, veš kaj me zanima, ne? A imaš kdaj situacije ali pa a se ti kdaj vera omaje ali pa a kdaj podvomiš v obstoj Boga? Ker ti imaš, mislim, jaz si predstavljam, če bi bil na tvoji poziciji, ker si rekel, moraš imeti vero v Boga, zato ker pač si duhovnik, ne? Ja, je kako logično, ne, da duhovnik veruje, ne? Ja, mislim, to bi bil pol problem mogoče, ne? A imaš daj kaj s tem izzive? Zdaj, da bi prav, ne vem, kako dvomu ne. Zaenkrat nisem prišel v fazo, da bi imel prav hud dvom. Bil sem pa v fazi, ko sem bil nekako do vere hladen. Ali pa, pride obdobje v življenju, ko ne čutiš, ali pa ko ne doživljaš, ali pa ko slabše doživljaš. Vsake cajta zaradi, ne vem, pride kot neka suša. S tem sem se pa že srečeval, pa se mi zdi, da je to tudi zdravo za neko duhovno rast. Se pravi, da, ne vem, kako bi to opisal, to doživljanje. Se pravi, tudi, ko prestopiš k sveti maši, ko darujem sveto mašo, se včasih zgodi, da nič posebnega vmes ne doživljam. Da mi je tako hladno. Včasih pride tudi kakšna stvar, ki ti je odveča, in ti je težko. Se ti ne da. In si vprašaš, mislim, tako v tem smislu, a res moram pa tako, takrat vidim, da mi sveti na rdeča luč, ker se rabim, recimo, glede tega pogovoriti. Takrat se je res fajn ustaviti. Se hvaležem Bogu, da to pazim in da se takrat je mogoče fajn, pa še tak duhovni servis. Jaz se ustavim pri kakšnih patrih. Ne vem, zelo rad grem v Škofjo Loko kapucinom, tam je en brat Joško, smukavec, z njemu se zelo rad pogovorim, ali pa z enim župnikom starejšim, nekim izkušenim človekom, ki mu zaupam in mu povem, kaj se dogaja, da tudi odkrijeva, zakaj pride do tega. In potem se nekako to, ko se malo daš iz sebe, ko se slišiš, ko ti še nekdo drug sliši, potem zadeva postane zelo majhna, enostavnejša in potem gre nekako lažje naprej. Tukaj mi velikokrat pomaga tudi sveta spoved. Glede na to, da sam ljudi k temu vabim, tudi sam zelo rad k temu pristopam, ker tudi ni zmer, meni je samo umevno, da duhovni hod spovedi, ampak žal pa izkušnja tudi kaže, da kar dosti duhovnikov poredko gre spovedi, in je to zanimivo, Jaz pa rad to prakticiram, ker je to neko čiščenje. In lepo je slišati, da ti nekdo tudi odpusti, pa hkrati je zelo dragocen, da se tudi zavidaš svoje nepopolnosti. To lažje razumeš tudi določene zadeve in stiske, ki jih ljudje nosijo. Tako da se glih dvom ne, da preko, da Bog ne obstaja ali je Bog ali ni, do tega še nisem prišel. Pride pa neka taka suša, ko moram na silo kakšno stvar narediti, oziroma na silo, ko moram nekaj bolj se potruditi, da jo speljem. No, ampak vse to pol kar hitro pride. Mislim, da ta valovanja so nekako normalna. To je zelo podoben kot v odnosu fant-punca. V vsakem paru oziroma v partnerstvu pride tudi obdobje, ko se ne čuta, ko ni neke energije, ko ni neke iskrice, ko je mogoče nek avtomatizem, ko pridejo sivi dnevi, kar ne pomeni isto kot tihi dnevi, ampak tako, nek
oblačen. Neko valovanje je, ne, ja, v življenju. A ne, in potem takrat moraš pač a ne, se držati obljube in takrat se moraš držati tistega, kar si mogoče prej rekel, ne, s teboj želim biti cel življenje, a ne. Sej, isto lahko damo prispodobo glede zapovedi in zakonov, a ne. Nekdo, ki ima Boga res rad, ki ljubi z vsem srcem, tako kot rečem, recimo, apostol Janez se še govori o ljubezni, a ne. Tak človek ne rabi nekih zapovedi, nekih naukov, mislim, nauk že, ampak ne rabi, se pravi, nekih pravil, ne. Že sam Sveti Avguštin je rekel, ljubi in delaj, kar češ. A ne, ker če znotraj ljubezni ne moreš zgrešiti. In zdaj so pa obdobja, ko pa težje ljubiš in takrat pa rabiš oporo, pravil in zapovedi in tako naprej in so kot neka ograja po stopnicah. Ne, če si zdrav človek, laufaš po stopnicah, brez da bi se ograje prijel. Če te pa šepa, če te kaj boli, če nisi ravnoteženi, pa se moraš, takrat pa prav pridejo take zadeve. Je tam na voljo, ne? Ja.